Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani gostje, Newswing kvartet, spoštovani direktor Union hotelov, gospod Matej Rigelnik, dragi prijatelji, dragi sodelavci. Izjemno veselje mi je, da se ponovno vidimo v tej dvorani, v modrem salonu Grand Hotela Union, na predstavitvi že drugih koncertov, torej drugega leta, mi smo letos prvič rečemo zimski festival v sodelovanju s hotelom Union tukaj v Ljubljani. Zakaj prireditve v februarju? Zaradi tega, ker si mogoče zaželimo po vročici, ki se nam zgodi decembra in počitku v januarju, spet kvalitetne ali pa še posebej kvalitetne glasbe. Zato, ker imamo unionsko dvorano, ki je ena najlepših secesijskih dvoran, koncertnih dvoran v Evropi. Naj povem, da bomo 18. aprila odprli tukaj spomenik Václavu Talichu v okviru slovenskih glasbenih dnevov, ki je bil seveda dirigent Slovenske filharmonije oziroma predhodnice Slovenske filharmonije in je tudi v tej dvorani dirigiral. Ampak o tem kasneje, ko bomo predstavljali slovenske glasbene dneve v marcu mesecu. In letos smo začeli z enim koncertom Kraljevega filharmoničnega orkestra iz Londona. No, ker je bil ta koncert zelo uspešen, tudi sicer zelo odmeven, in ker so bili tudi v hotelu Union zelo zadovoljni, smo se odločili, da bomo letos ta dogodek nekoliko razširili, tako da bomo lahko slišali in videli 3 koncerte, in sicer 10. To je sobota, 10. februarja, bo začel ta 3-dnevni mini festival, zimski festival, torej angleški violinist Nigel Kennedy. Kdor ga pozna tega violinista, ki še ni gostoval v Sloveniji, vsaj po mojem vedenju ne, ve, da tukaj ne gre za čisto klasično glasbo. Naslov koncerta je Bach in jaz, torej Bach in Kennedy, ampak seveda Kennedy pri vsej čistosti Bachove glasbe posega not s svojimi vložki, z modernimi ritmi, z elektronsko glasbo, tako da mislim, da bo to izjemno zanimivo doživetje, ker bomo lahko slišali vrhunskega glasbenika, tako v klasični, kakor v rokovskem zvenu. Naslednji koncert mi je pa prav posebej pri srcu. To je koncert Newswing kvarteta. Mislim, da smo mi naredili prvi koncert tam skupaj v osebnem sodelovanju po zimi 92. Torej, 25 let našega sodelovanja in 50 let njihovega nastopanja, ne samo na slovenskih, ampak tudi tujih odrih, in ta obeležitev 50-letnice v tej prekrasni dvorani bo prav gotovo nekaj posebnega. Seveda bodo člani zasedbe Newswing kvartet dobili besedo tako za to mizo, kakor na odru, in seveda še kasneje tudi. Zato jaz o tem koncertu ne bom veliko razlagal, ker vi prav gotovo veste bolje od mene, kaj bo in kako bo. Grem na zadnjega. Zadnji koncert 14. torej ta bo 12. februarja, 14. februarja, lahko rečemo tudi na Valentinovo, če to komu kaj pomeni, bo pa nastopil znani tenorist Ramon Vargas. Verjetno se ga spomnite z koncerta v razprodani Galusovi dvorani na enem od edicij poletnih festivalov z ovacijami na koncu. Program je bel canto, nastopil bil orkester, torej simfonični orkester RTV Slovenija z njim,
Tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno, je to, da smo uspeli prepričati gospoda Vargasa, da bo z njim nastopila tudi Elvira Hasanagić, sopranistka Elvira Hasanagić, ki je prišla, ne vem, če to zgodbo poznate, v času vojne v Bosni v Slovenijo, tukaj odraščala, se tukaj šolala, zdaj pa dela odlično kariero kot sopranistka po evropskih opernih odrih in sicer največ v Nemčiji. Če boste šli na Google, boste lahko tam zasledili vse njene nastope in angažmaje. Dirigent pride po izboru gospoda Vargasa in sicer Facundo Agodin, in ki v Ljubljani tudi še ni nastopal, tako da se nam obeta prav lep večer z deli Mozarta, potem Donizetija, Puccinija, Čileje in pa seveda Verdija in Rossinija. Torej prava paša za ušesa. Vstopnice so že v prodaji od danes zjutraj, tako da jih lahko kupite na spletu ali na Eventimovih prodajnih mestih, lahko seveda tudi na Petrolu, lahko tudi obdarite koga pred prazniki in mislim, da bo to krasno darilo. Za vse 3 koncerte so vstopnice v prodaji. Zdaj mi pa dovolite po tej kratki predstavitvi, da povabim k besedi novega direktorja hotelov Union, in sicer to je na moji desni gospod Matej Rigelnik. Prosim. Ja, lep pozdrav, prijazno dobrodošli tudi v mojem imenu. Hvala lepa, gospod Brlek, za lepo predstavitev. Kot je gospod Brlek omenil, je sodelovanje s festivalom Ljubljana poteka že drugič. S tem zimskim festivalom poteka že drugič. In sicer februarja 2017 smo preko skupnega sodelovanja v Unionsko dvorano povabili Kraljevi filharmonični orkester iz Londona. In ker je bil dogodek velik uspeh, smo se tokrat v sodelovanju s festivalom Ljubljana dogovorili, da bomo ta koncert nadgradili v konceptu, ki ga je predstavil gospod Brlek. Kot veste sami, je Grand Hotel Union z več kot 110-letno tradicijo in neprekinjenim delovanjem zavezan k neki tradiciji in verjamem, da bo ta koncert pomagal pripeljati v Union nazaj neke zgodbe, ki so se v teh prostorih že dogajale v bližnji in daljni preteklosti. Kot sami veste, je kavarna Union bila zbirališče v preteklosti najpomembnejših slovenskih umetnikov in intelektualcev, Richard Jakopič, Hinko Smrekar, Ivan Cankar, Oton Zupančič in še mnogi drugi. In osebno, če lahko svoje osebno mnenje glede tega povem, jaz osebno sem najbolj ponosen seveda, da bo v teh prostorih nastopil tudi New Scene Quartet, sem velik oboževalec in nasplošno z to dolgo tradicijo Uniona, ki je zavezana in ki je bila večino časa neka slovenska zgodba, verjamem, da bomo to zavezo do Slovenije, do slovenskih zgodb še naprej aktivno podpirali in se zelo veselim tega koncerta. Hvala. Hvala lepa za gostoljubje. Naj povem, da nas hotel Union po koncu novinarske konference tudi vabi in gosti z prigrizkom in tako, da bomo lahko skupaj nazdravili tudi prihajajočemu letu, za kar še posebej hvala. Zdaj pa, kot sem prej obljubil, je na vrsti New Swing Quartet. Boste kar sami določili, kdo bo začel. Oto, ti mogoče. Potem sem pa določena, ne, če tako. Ok, Darko, hvala lepa. Kaj naj rečem za uvod? Glejte, nismo ne krivi, ne dolžni, tukaj smo. Evo, po tolikih letih pri vas z velikim veseljem se pripravljamo na ta dogodek, ki je bil prej omenjen. Moram priznati, da nekaj let, ko smo pač takrat nehali delovati, si tudi v sanjah nisem predstavljal, da bo prišlo
do naše prave 50-letnice, ki bo s tem tudi obeležena v naslednjem letu, prav tako tudi moja osebna. In sem zato še toliko bolj vesel, da nam je uspelo že po nekaj pripravah, ki jih imamo, ki so za nami, ugotoviti, da bomo lahko naredili odličen koncert, da ne bomo nikoga razočarali in jaz samo lahko to rečem, pridite v največjem številu, lahko tudi dozidamo hotel, če bo treba, tako da ni problema. Hvala lepa. To bo sicer trajalo nekaj več časa, ampak lahko pa organiziramo dodatni koncert. Itak se mi zdi, da se je začelo z eno izjemno sinergijo. Jaz čutim danes eno sinergijo, toliko stvari se tukaj ujema, pokriva, dopolnjuje. Volja festivala in naša vnovična volja, da jim brez drugega ne želimo in da imamo raje kot srečanje na kavi, srečanje z mikrofoni, pa to, da se skupaj obeležimo v 50. obletnici, pa to, da pridemo tako stari, ko smo v dvorano, ki je. A smo tudi mi že malo secesijski? Ja, še malo bomo, ja. Tako da mislim, da se vse krasno jema, ko mi čakamo tega 10. februarja. Pa 12. Ja, že 10. čakam, da bom najdel. Ja, in tudi v visoki družbi ali crossover ali klasične glasbe nam bo veliko čas nastopiti in s polno odgovornostjo že nekaj časa migamo, da bo to tako, kot mora biti. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Pred 10 leti me je doletela ena smola, ampak doktorji so me popravili in potem vseh teh 10 let, ko sem se postavil na noge, sem sanjal o tem, kako je bilo, pa nisem hotel poslušati sploh naše muzike, zaradi tega, ker me je bolel, ker ni bilo fajn, da nismo več peli. Je pa bila to ena zanimiva, kako bi rekel, bolj me je postavili po koncu, ker Soča. Ko smo šli na prvo kavo skupaj, pa zapeli, pa ugotovili, da je to glih tako, kot je bilo pred 10 leti, je bilo jasno, da moramo proslavljati. Vsaj na tak način. In prav vesel sem, da so se vsi akterji združili, tudi v organizacijah, ki nas zastopa, festival, hotel, in sem prav ponosen, da bomo nastopili v kavarni Union, v dvorani Union, kjer sem doživel že nekaj prav lepih trenutkov, tudi kot producent ali pa organizator in tako naprej. Včasih sem veliko sodeloval z Unionom in me veseli, da se sodelovanje nadaljuje. Hvala lepa. Jaz bi dodal samo še pikico na i. Ko smo se prvič po parih letih zopet dobili, se mi je zdelo, ko smo zapeli, da je bilo približno tako, kot je bilo pred 50 leti. In se mi je zdelo, da je neko novo rojstvo, ampak da smo zdaj malo drugačni, ampak nič manj zadovoljni, veseli in v upanju, da bomo drugemu dali tisto, kar si dajemo. To je ena toplina, ena vedrina, nekaj najlepšega, kar lahko v življenju daš drugemu, to se pravi, da zapojemo skupaj in uživamo neizmerno v tej glasbi in upam, da bomo to s pomočjo naše firme GIG tudi dali našim poslušalcem. Hvala. Prav gotovo gre za skupen projekt, tudi jaz se zahvaljujem firmi GIG. Zdaj pa vas vabim, da slišimo, kako je to izgledalo po nakavi. Tako, izvolite. Pošlo. Kar tam, glede bomo, glede. Oziroma boste. Pošlo. Yes. You may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. You may run on for a long time. Yes, you may run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Go tell them the long-tongued liar. Go
tell them the midnight rider, tell the gambler, rambler, backbiter, tell the God Almighty's gonna cut him down. Well, stop. Let me tell you the news. My head's been whipped with a midnight dew. I've been down on the bended knees, talking to the Father from the Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. You may run on for a long time. Yes, you may run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. You may run on for a long time. Yes, you may run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Go tell them the long-term liar. Go tell them the midnight rider. Tell the gambler, rambler, backbiter. Tell them God Almighty's gonna cut them down. You may throw your rock and hide your head, working in the dark against your fellow men, but sure has God made day and night. What you've done to the dark will be brought to the light. You may run and hide, sleep and slide, try to make a mote from your neighbor's eye, but sure has God made the rich and poor. You're going to reach it just to what you saw. You may run on for a long time. You may run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. You may run on for a long time. Yes, you may run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Go tell them the long-term liar. Go tell them the midnight rider. Tell the gambler, rambler, backbiter. Tell them God Almighty's gonna cut them down. That's it. No, kot bi pel New Swing kvartet. Zdaj pa, če imate kakršnekoli vprašanja za... Izvoli, Darek. No, nekaj daj. Kar počasi. Kakršnekoli vprašanja za naše goste, za gospoda Rigelnika ali zame, kar z besedo na dan, prosim. Če nimate, bodo še eno zapeli, preden gremo nazdraviti. Gospod Zlobec. Dobar dan vsem. Prej ste omenili nekaj, kar je mogoče šlo mimo, bi rekel, velikega interesa, namreč to, da boste odkrili tudi spominsko ploščo Vaclavu Talihu. Zdaj, če vi greste malo po svetu in vidite te časovno, bi rekel, enake hotele na Dunaju, Zaher, Imperial, Bristol in tako naprej, niti eden nima take dvorane. Zdaj, v tej dvorani so v preteklosti, bodi si pred vojno ali pa tik po vojni, nastopali absolutno svetovno znani umetniki. Če greste, recimo, jaz sem bil zadnjič v Zaherju, vidite tam na desetine fotografij nastopajočih z njihovimi podpisi, zato ker so tam prespali, niso tam nastopali. Medtem ko Ljubljana ima pa to prednost, da so tukaj v resnici nastopali. In ker se bo to očitno nadaljevalo oziroma oživelo, bi jaz nekako sugeriral, da bi se tako zgodovinski spomin obudil z vsakoletnim, vsaj enoletnim takim spomenikom, kot je recimo Rubinstein, Zubin-Mehta in tako naprej, da bi se ta kontinuiteta v zgodovinskem smislu ponovno oživela in da bi turisti, ki prihajajo, ki tega ne poznajo, to dejansko opazili in videli. Poleg tega, da se tudi vodi neka velika kronika. Vem, da je bila obljubljena neka monografija ob stoletnici Uniona, pa je ni bilo. Skratka, vi morate to znati organizirati, bodi si z mestnimi sredstvi, bodi si republiškimi, državnimi, turističnimi in tako naprej. Skratka, eno je samo nastopati, ampak vse ostalo lahko še precej obogati ponudbo hotela, festivala Ljubljana in sploh mesta Ljubljane.
Hvala lepa za to sugestijo, seveda. Tudi zato delamo ta zimski festival, da te stvari peljemo naprej in da dodamo še koga k temu eminentnemu spisku. Prav gotovo bomo temu tudi sledili. Še kakšno vprašanje, mogoče za New Swing kvartet? Ja, prav za New Swing kvartet. Kako je z repertoarjem koncerta v 50 letih, oziroma prej 40 se ga je veliko nabralo, ne? In katerega pripravljate, razvijate, v katero smer stvar gre? No, me prav veseli, da se slišva, takole spet po dolgem času. Ne bom pozabil izštekanih in podobnih projektov, ki smo jih že tudi peljali skupaj. Ja, kvartet ima namen malčkano, bi rekel, strategijo koncerta pripraviti drugače, kot smo jo imeli do sedaj. Zdaj to razkrivati ne bi bilo najbolj pametno, vsekakor pa moram za ljubitelje povedati, da ne bojo manjkale tiste klasike, ki jih od nas pričakujete. Tudi kakšna noviteta se bo pojavila vmes in vse to pripravljamo zdaj že s temi prvimi vajami, ki so se že začele in se bojo prenesle pol še takoj po novem letu. Januar bo zelo delaven, kar se tiče vaj in vseh teh priprav, da bi potem lahko v februarju res tako predstavili zadeve, kot si jih želimo. Po eni strani moramo tudi mi pokazati neko svežino, kljub temu, da je pač tak in tak jubilej in da smo lahko potem zanimivi, seveda, za tiste, ki nas bodo prvič spoznali, kot tudi za tiste, ki nas pričakujejo, kot pravijo sami že nekaj let. Pričakujte dvotirnega, vsekakor ne bomo svoje vesti in glasbenega okusa zanemarili, ne naših, verjamem, ljubiteljev vseh teh 50 letih, kot smo občutili tudi v zadnjih 10 letih našega mirovanja, bilo kar eno, recimo temu, pogrešanje te zvrsti glasbe ali tudi kvarteta kot institucije. Ko smo tisto kavo popili z mikrofoni v roki, že mislim, da 2 leti nazaj, ob enem kulturnem prazniku, sem se jaz odločil ta lep spomin objaviti. Zgodilo se je pač veliko odzivov, ne samo Slovencev, celo ponudb od koncertnih, torej prirediteljev iz tujine, in to je potrkalo na našo vest, na našo odgovornost in stopnjevalo zadovoljstvo, ki smo ga občutili ob tistem trenutku, ki smo zapeli skupaj. In skratka, ta koncert, ki ga pripravljamo, 50-letnici, bo zagotovo najmanj dvotirn, ne bo zanemaril vsega, kar od nas pričakujete in kar smo mi negovali vestno 40 letja. In obenem pa ne bo manjkalo neke dodane vrednosti, ki jo pa ne želimo zdaj razkrivati res. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Potem se vam pa jaz zahvaljujem, vas vabim na zimski festival 10., 12. in 14. februarja. Še predtem že, mislim, da danes je 14. Ne? Na koncert mladih virtuozov Križanke. To je en odličen ciklus, ki je namenjen mladim, ki je zelo kvaliteten, lahko rečem, sploh če upoštevamo njihovo starost in ki je vedno poln obiskovalcev. Tukaj bi se rad zahvalil tudi Radio Slovenija za snemanje teh koncertov, arhivsko. In seveda napovedal še nekaj dogodkov. V tem tednu še koncerti v Viteški dvorani učencev glasbene šole Vič Rudnik, torej božični koncerti. Pa po zimskem festivalu med 11. in 13. aprilom Generalna skupščina Evropskega združenja festivalov skupaj z konferenco EFE, to je Europe for Festivals, Festivals for Europe. Približno 350 festivalskih direktorjev iz vse Evrope pride v Ljubljano za 3 dni, tudi z visokimi predstavniki Evropske unije, tako iz Komisariata za zunanjo politiko, kakor seveda za kulturo. 33. slovenski glasbeni dnevi bodo letos letos 2018 med 12. in 19. aprilom. Dogajali se bodo v Ljubljani in pa v Mariboru. In pa seveda
temu ni namenjeno, ampak samo da vam povem, verjetno ste videli že kje kakšne plakate ali pa zastave. 66. Ljubljana festival se bo dogajal med 28. junijem in pa 3. septembrom. Ta uradni del, še predtem pa že najavljena Briljantina in potem 7. septembra koncert Laibachov z simfoničnim orkestrom iz Lvova. Poletje bo vroče, po novem letu bomo začeli z deli v poletnem gledališču. Upamo, da vreme ne bo tako, kot je bilo zadnji teden, ker potem seveda bodo imeli izvajalci precej težav. Ampak nekje verjamemo in bomo storili vse, da se bo sezona v poletnem gledališču Križank začela v začetku junija. Toliko. Če ni več vprašanj, se vam jaz zahvaljujem za vašo pozornost, zahvaljujem se našemu gostitelju, gospodu Rigelniku, hotelom Union, predvsem Grand hotelu Union, Newswing kvartetu in vsem vam. Želim vam eno kulture in doživeti polno in predvsem srečno novo leto 2018, ki bo še srečnejše, če boste čim večkrat na festivalu Ljubljana. Na zdravje. Zdaj pa vabljeni še na neformalni pogovor, seveda druženje in tudi, če bo še kakšno vprašanje, kar gotovo bo, izvolite. Pa še bis pred tem. Ja, dajte, no? Dajte. Ne. Well, Joshua fit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. God knows that Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, you know, I want to stop and talk to you and tell you how I come along. I know you heard of Joshua, he was the son of Nun, but he never stopped his working children until his work was done. God knows that Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho he marched with spear in his hand. Go blow that ram home, Joshua cried, cause no devil can do by hand. When the rattle and the sheep horns began to blow, the trumpets began to sound. Old Joshua shouted glory, and the walls came tumbling down. At those then Joshua fit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the battle around Jericho, and the walls came tumbling down, 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 tumbling.